Večinoma se kotne funkcije uporabljajo iz skic in zato bomo mi razrešili tehleh par trikotnikov. Zadnje tri trikotnike, samo da vidim, zadnje tri trikotnike, zadnje tele tri imate za domačo nalogo, se pravi tele tri rešite za domačo nalogo, tehleh 5 bomo pa zdajle mi rešili. Tako. Najprej bomo delali tale prvi trikotnik in tule bom reševala prvi trikotnik. To je pravokotni trikotnik, imamo dan kot in eno izmed stranic. Treba izračunati x pa treba izračunati y. Zdaj takole je, ne, najprej označimo količine, ki nam manjkajo. Oziroma stranice, ne. Tukaj imamo pravi kot, se pravi nasproti pravega kota je hipotenuza. Zdaj imamo pa dve kateti. Nasproti kota, ki ga imamo podanega, je nasprotna in pri kotu je priležna. Se pravi, zdaj imamo priležna, hipotenuza, nasprotna. In poglejmo zdaj, recimo, če iščemo za x. Katere imamo za x? Tule imamo trojko, ta je priležna, in iščemo x, se pravi, ta je hipotenuza, in pa seveda tale kot. Tole imamo zdaj za x. Mi moramo najti kotno funkcijo, ki govori o priležni in hipotenuzi. Priležna in hipotenuza je kosinus, ne, se pravi, pod hišo je klet. Kosinus kota, to je 30 stopinj, je, rečemo, priležna s hipotenuzo. Kosinus 30 stopinj je priležna je 3 in hipotenuza je x. Zdaj, mi moramo dobiti tukaj ven x. Jaz vam svetujem takole, najprej kosinus v kalkulator. Koliko to je? Takole. In imamo zdaj kosinus 30 stopinj je 0,87. In napišemo to. Je 0,87. Na dve decimalke bomo zaokrožili. Če pa pustite kar v kalkulatorju, pa tudi ni nič narobe, mogoče boste imeli edino malo decimalk obrnjenih. Zdaj pa, da x ni več v ulomku, pomnožimo z x. X seveda ne sme biti nič. In dobimo 0,87 krat x je 3. Da dobimo x, pa še delimo z 0,87. To je 3 ulomljeno z 0,87. Pa dajmo to v kalkulator. Se pravi 3 deljeno z 0,87. In dobimo, da je to 3,44. Nekaj čudnega se je zgodilo. Bom še enkrat. 3 deljeno z 0,87 je. Hitro še preverimo. 3 deljeno z 0,. Ja, 3,44. Tako. In imamo x, to je 3,44. Zdaj pa, za y je pa nasprotna, hipotenuza dana, priležna dana. Lahko bi s kotnimi funkcijami, ampak obstaja pa tudi en dober izrek, in sicer Pitagorov izrek. Se pravi, y je ena izmed katet, se pravi, x na kvadrat je hipotenuza, je kateta na kvadrat plus y na kvadrat. In to pomeni, da je y na kvadrat enako x na kvadrat minus
3 na kvadrat, y na kvadrat je 3,44 na kvadrat minus 3 na kvadrat, y je. In gremo mi lepo na kalkulator, a ne. Dobimo 3,44 na kvadrat minus 9 je. Zdaj pa damo še koren iz tega kar 1,68, ne. Se pravi, koren iz 3,44 na kvadrat minus 3 na kvadrat, y je 1,68. Zdaj tukaj pač pišem brez enot, ker jih tudi v nalogi ni bilo dano. Le kdo si je to nalogo izmislil. Tako. Gremo naprej. To je bila naša prva. In gremo na drugo. Drugo. Se pravi, imamo tole je druga naloga, pisali bomo tule, a ne. Druga, tako, najprej določimo, katera je hipotenuza, katera je kotu priležna in katera je nasprotna. Zdaj pa lahko recimo pogledamo tudi za x. Za x pomeni, da imamo tole, ker jo iščemo, tale, ker je podana, in tale kot. Nasprotna s hipotenuzo. Nasprotna s hipotenuzo, se pravi sinus kota našega 50 stopinj je nasprotna s hipotenuzo. Sinus je nad hišo, ne. Nasprotna s hipotenuzo je sinus. In zdaj to vstavimo. Sinus kota 50 je namesto nasprotne je x, namesto hipotenuze pa 12. Preverimo, koliko je sinus 50. Imamo zdaj sinus 50 je 0,77. Se pravi, imamo 0,77 je x ulomljeno z 12, da dobimo x, pomnožimo z 12 in dobimo 0,77 krat 12 je x. X je. Zdaj jaz imam v kalkulatorju kar tole 0,766, ne, in bom jaz kar to pomnožila zdaj z 12. To bo bolj natančen rezultat in je tudi v redu, da imate vi ta rezultat kar v kalkulatorju. Če pa spremenite, ni pa nič narobe, ampak kaka decimalka vam zna tukaj odstopiti. To je 9. 9,12 mislim, da je bilo. Hitro še preverimo. 9,19. Kalkulator je šel, nas je zapustil, bomo mogli še kar vse enkrat. Se pravi, sinus 50 je 12 je, ja, 19, se pravi 9,19 je bilo. Tako, kako bi dobili zdaj y? Lahko bi s kosinusom ali pa po našem slavnem Pitagorovem izreku. Se pravi, zdaj bomo pa kar na prvo žogo napisali, da je y na kvadrat enako, hipotenuza to je 12 na kvadrat minus x na kvadrat, ne, se pravi y na kvadrat je 144 minus 9,19 na kvadrat
je 84,46, s tem, da zdaj nisem imela več v kalkulatorju tole. In dajmo zdaj kar y je koren iz vsega tega, 144 minus 84,46 in dobimo y je 7,71. Tako, evo, dve že imamo, še 3. Prišli smo do konca. Če želite ali morate videti več, si poglejte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo!